No, pa se kar lotimo. To, kar bomo danes raziskali, ni samo neka zgodovina tehnologije, to je v bistvu metafizično potovanje. Gledali bomo, kako so tisti silicijevi čipi pa žareči zasloni spremenili ne samo naš svet, ampak samo bistvo tega, kar pomeni biti človek. Začnimo z eno res močno mislijo, ki je nekako osrednja točka te celotne zgodbe. Predstavljajte si, da je vesolje ena sama, ogromna simulacija. In mi, ljudje, smo v njej hkrati igralci in, ja, tudi programerji. To je ta osrednja metafora, ki nas bo vodila. Naši zasloni, tipkovnice, to niso več samo orodja, kaj ne? Postali so podaljški naših možganov. Z njimi dobesedno tkemo neko novo resničnost. Torej, kako bo to potovanje izgledalo? Šli bomo lepo po vrsti, kronološko. Začeli bomo s to idejo vesolja kot simulacije, potem pa skočimo v 80-ta, v ta pradavni gozd pikslov, nato v 90-ta in eksplozijo poligonov, pa v 2000, ko portal postane globalen, potem v desetletje, ko smo vesolje spravili v žepe. In za konec pogled v prihodnost, v to zlitje s kodo. Gremo po desetletjih, da vidimo, kako je vse skupaj raslo in se razvijalo. Torej ta osnovna ideja, vesolje kot simulacija, kaj to sploh pomeni? V bistvu to, da se evolucija ni ustavila pri biologiji. Ne, vstopili smo v neko čisto novo fazo, ker se je nadaljevanje naše vrste, prelilo v silicij. Računalniška soba ni več samo soba, postala je portal. In mi smo postali kreatorji, ustvarjalci znotraj te nove digitalne dimenzije. V redu, gremo v 80-ta. Predavni gozd pikslov, to je bil čas, se moramo spomniti, pred internetom, pred vsem, kar je danes samoumevno. Računalniška soba takrat, to je bilo kot nek predavni gozd, res poln skrivnosti. In ta interakcija s strojem, bila je tako neposredna, surova in, kar je najbolj pomembno, globoko, globoko osebna. Poglejmo ključne trenutke. V začetku 80-ih se pojavi IBM PC, pravi prelom. Kmalu za njim pa prideta Commodore 64 in Apple II. In to niso bili samo stroji, daleč od tega. Bili so skoraj alkemistična orodja, z njimi se je dalo ustvarjati. In igre? Pomislimo na Space Invaders. Grafika je bila seveda super preprosta, ampak ravno zato je bilo treba z domišljijo zapolniti vse tiste vrzeli med piksli. Ampak tisto, kar je bilo res noro, je bilo to fizično doživetje. Dajmo si za trenutek predstavljati. Tisti težki, škatlasti CRT monitorji, ki so žareli v temi kot neka pradavna ognjišča, šelestenje disket, ko so se ustavljale, kot suholistje res, pa tisti specifičen vonj po segretih tranzistorjih v zraku. In seveda, cela zmeda kablov povsod, prepletenih kot korenine nekega drevesa. Vse skupaj je bilo skoraj organsko okolje. In ključna poenta vsega tega je: ta interakcija je bila popolnoma izolirana. Nobenega interneta, nobenih povezav. Samo človek in stroj, eden na enega. In to je pravzaprav sijajna ponazoritev Platonove prispodobe o jami, kaj ne? Sence na zidu, oziroma sence na zaslonu, so postale edina resničnost, ki je obstajala v tistem trenutku. In potem, bum! Pridajo 90-ta. Tisti izolirani, tihi gost 80-ih kar naenkrat eksplodira v pravo supernovo kompleksnosti. To je bila doba, ko so poligoni zavladali. Doba 3D grafike in, kar je ključno, prvih utrinkov povezanega sveta. Tehnologija je naredila, pravi kvantni skok. Pentium procesori so dali moč za igre kot sta Doom in Quake, ki so nas dobesedno vrgle v tridimenzionalne labirinte. In proti koncu desetletja se spomnimo tistega zvuka, tistega brenčanja in piskov dial-up modema, kot nek pradavni insekt, ki je klical v svet. In s tem so se rodile LAN zabave. Tam, v tistih kletah in sobah, se je prvič ustvarila neka kolektivna digitalna zavest. Ta primerjava res pokaže vse. Poglejmo, samota iz 80-ih se je prelevil v skupnost. Domišljija, ki je bila nujna, da so se zapolnile praznine, jo zdaj zamenja popolna potopitev v svet plešočih poligonov in digitalnih orkestrov. In tista totalna izolacija postane povezava. Ne gre več za osebni dialog s strojem, ne, zdaj je to arena. Arena za druženje, za tekmovanje, za povezovanje. Ok, gremo naprej, 2000. Tukaj pa se zgodi prava renesansa. Portal ni več samo v sobi, postane globalen. In zanimivo je, kako so trije svetovi začeli rasti vzporedno, vsak svojo neverjetno hitrostjo. Osebni računalniki, mobilni telefoni in seveda igralne konzole.
Spomnimo se samo ikon tistega časa, kaj? Nokia 3310, neuničljiva, simbol vzdržljivosti. PlayStation 2, ki je bil več kot konzola, postal je center za zabavo. Potem Nokia 7650, ki je prvič prinesla kamere v telefone. In seveda World of Warcraft. To ni bila več samo igra, to je bila celotna digitalna celina, ki je povezala milijone ljudi. Osebni prostori so se res odprli in postali globalni portali. Konzole so v tem času res plesale svoj evolucijski tango. Če na hitro pogledamo, v 70. in 80. je bil tu NES, ki je z junaki kot je Mario praktično oživil celotno industrijo. 90. so prinesla PlayStation in N40, ki so nas vrgli v 3D svetove. In potem 2000. PS2 je združil vse v en zabavišni center, Xbox je vse skupaj prestavil na splet, Wii pa je dodal še gibanje in nas nekako spomnil, hej, telo in duh sta eno. Medtem pa se je osebni računalnik razvijal naprej. Tista računalniška soba postala je pravo svetišče. Procesori in grafične kartice so bili tako močni, da so igre, pomislimo na Half-Life, postale že skoraj filozofske izkušnje. Ampak res ključna prelomnica je bil širokopasovni internet. Tisti stalni dostop. Ta je to svetišče odprl svetu. Spremenil ga je v globalni portal, ki je bil odprt 24/7. In tako pridemo v zadnje desetletje, v 2010. Tukaj pa se zgodi nekaj neverjetnega. Digitalni svet dobesedno uide iz sobe, ne rabi več mize in stola, eksplodira nam v roke, v naše žepe in postane naš stalni, neločljivi spremljevalec. In tu so se meje med resničnim in virtualnim začele, kar nevarno brisati. Leto 2007 je seveda prelomnica, iPhone in App Store. To je spremenilo popolnoma vse. Kmalu zatem pride Android in pametne telefone naredi dostopne vsem, jih nekako demokratizira. Sredi desetletja se pojavi Twitch in igralci čez noč postanejo prave zvezde. In proti koncu VR očala, kot je Oculus Rift. To je bil naslednji korak, kjer se je telo začelo dobesedno raztapljati v digitalnem etru. Poglejmo samo tole tabelo. Res je neverjetna, ker pokaže to eksponencialno rast v enem samem desetletju. Preskok iz 3G na 5G, iz tipkanja gesel na biometrične senzorje, iz preproste GPS navigacije na obogateno resničnost, ki nam prekriva svet, in iz trdih, togih ploščic na zložljive zaslone. Telefoni niso več samo telefoni, postali so podaljški nas samih, ki jih poganja močno umetna inteligenca. In vse to nas pripelje do enega ključnega, morda malo neprijetnega filozofskega vprašanja. Ali postajamo kiborgi? Se te meje med organskim, našim telesom, in sintetičnim, našo tehnologijo, se resnično, ampak resnično brišejo? S tem vprašanjem v mislih pa vstopamo v zadnje poglavje, v prihodnost. Oziroma v sedanjost, ki se že preliva v prihodnost. To je obdobje, kjer razlika med uporabnikom in tehnologijo ne bo več samo zabrisana, ampak bo začela popolnoma izginjati. Vstopamo, če hočete, v nekakšen holografski tempelj. In kaj nas čaka v tem templu? Poglejmo, kaj se že dogaja. Kvantni računalniki, haptične obleke, s katerimi bomo čutili virtualni svet, očala za obogateno resničnost, ki bodo prekrile našo realnost z digitalnim slojem. In potem gremo še dlje. Nevronski vmesniki, ki bodo morda brali naše misli, telefoni, ki ne bodo več v žepu, ampak bodo postali nevronski vsadki. Ta občutek pospeševanja je skoraj vrtoglav. Končna vizija vsega tega. To je prihodnost, kjer se tehnologija ne bo samo uporabljala, ampak se bo zlila z našim bistvom, kjer bo okolje okoli nas postalo živ, odzivan organizem, ki se sproti prilagaja našim mislim, našim potrebam. Predstavljamo si popolnoma brezšivno potopitveno resničnost, kjer sta tehnologija in človeštvo postala eno. In celotno to potovanje, od tistih pikslov v 80-ih pa do nevronskih vmesnikov, lahko poimenujemo z enim izrazom. Metafizična evolucija. Kaj je to? To je proces, s katerim človeštvo presega svoje biološke meje, ne z mutacijami, ampak s tehnologijo. In s tem tkemo, popolnoma novo tkanino resničnosti. In za konec naj z nami ostane ta misel. V tem neskončnem plesu med človekom in strojem odkrijemo, da je prava igra življenje samo. Morda je bistvo celotnega potovanja od tistih pradavnih pikslov do nevronskih vmesnikov prihodnosti prav to spoznanje, da smo na koncu mi tisti, ki pišemo kodo, ne samo kodo programov, ampak kodo lastne usode.